Kostanjeviški galeriji Božidar Jankac je na ogled nova občasna razstava Sintetični organizmi. Ljubiteljem umetnosti se v nekdanji Samostanski cerkvi tokrat predstavlja umetnica in raziskovalka Maša Jazbec. Maša Jazbec je v bistvu na eni strani vizualna umetnica, na drugi strani pedagoginja in tudi neke vrste akademska raziskovalka, ker je poleg umetnosti, ki jo je študirala najprej v Mariboru, potem v Lincu, šla na Japonsko, dela doktorat iz robotike. In v bistvu se v njeni umetniški praksi mešta ta dva svetova. Oziroma, da bom tako rekel, da ima tudi sama Maša Jazbec več praks. Ena je umetniška, druga je mogoče malo bolj, tehnološko-znanstveno pogojena. V bivši Samostanski cerkvi, zdaj v galeriji Božidar Jankac, pač predstavljamo ta umetniški aspekt, ki pa se seveda povezuje tematsko s tem njenim zanimanjem za robotiko, za sodobne tehnologije in tako naprej. Prostorska instalacija je koncipirana kot enovita celota, dodaja kustos razstave. Seveda osrednji del razstave je teh 12 humanoidnih robotov, ki pa v bistvu niso čisto zares roboti, ampak so pravzaprav neke vrste metafora robotov. Seveda v sami razstavi se zdaj mogoče malo manj umetnica ukvarja s tem tehnološkim aspektom, kako narediti robota, kaj je potrebno, da v bistvu ena interdisciplinarna ekipa sestavi neko kompleksno stvar, kot je robot, ampak v bistvu se bolj navezuje na neke, antropološke, čisto ontološke značilnosti pravzaprav robotov kot takšnih. V bistvu bolj jo zanima ta nek družboslovni element, kot pa v bistvu tehnični. Umetnica z razstavo Sintetični organizmi odpira mnoga tehtna družbena in etična vprašanja. Predvsem so to vprašanje, na kak način uporabljamo tehnologijo, kaj ona nam dodaja, kakšna je njena dodana vrednost, kako jo mi dojemamo. In seveda pri robotih je zanimivo, da odkar so se pojavili v sami ideji, tam nekje v začetku 20. stoletja, najprej v literaturi, pa potem v filmih, da so ljudje v bistvu robotom vedno pripisovali take človeške lastnosti. In zaradi tega se jih dostikrat tako zelo bojimo. Oziroma ljudje na eni strani robote rabimo, na drugi strani nas je v bistvu strah, da bojo prevzeli primat, ker človek je v zadnjih par tisoč letih nesporni gospodar planeta. Roboti pač nam ponujajo to neko opcijo, da mogoče mi več ne bomo glavni. Roboti so v določenih operacijah mnogo boljši, bolj natančni kot ljudje. Ampak seveda pa ne morejo popolnoma nadomestiti človeka. In ta ideja, da bi nas roboti nadomestili, v bistvu ljudi navdaja strahom. Maša Jazbec v bistvu pravi, da bom njo citiral, da se v bistvu preko odnosa do robotov v bistvu nekako zrcali, da je to zrcalo človeške družbe. To, kar mi pripisujemo robotom, to smo mi sami. Ta ambivalentni odnos pa je povsem poniknil o prisrčni robotki Evi, ki je razstavo odprla. Prav odlično se počutim tukaj pri vas v Kostanjevici na Krki. Res je lepo tukaj pri vas. Jaz, robotka Eva, pa se zahvaljujem v imenu vseh robotov za razstavo Sintetični organizmi. Končno smo tudi mi, roboti, dobili poklon in glas. Kajti prav ta razstava je na nek način glas nas, robotov. Naj bo razstava v užitek in tudi v razmislek. Vsem dan. Meni je to definitivno eno najbolj posebno razstavišče v Sloveniji in tudi s tem projektom Sintetični organizmi v bistvu sem jih delala prav za ta prostor. Se mi zdi, da bojo res tukaj najbolj zaživeli in povedali svojo zgodbo, ki je diametralno nasprotna antropocentričnemu pogledu na svet. Tam je knjiga, kjer so notri fotografije pravih robotov in zraven tudi, kot bi rekla, misli, in sicer izpovedi robotov.
Kajti se mi zdi, da se ne samo, da se sprašujemo, ali smo mi pripravljeni na robote, ampak ali so oni na nas. In ali smo v bistvu mi pripravljeni sprejeti takšno breme, ne, kot prinaša robotika. In res, da se res vprašamo, kaj si oni želijo, ali si roboti res želijo bivati z nami. Ne. Nekako nikoli ne upoštevamo pa njihovega glasu in želji. Med dilemami, ki jih umetnica in akademska raziskovalka naslavlja v razstavi, je torej tudi vprašanje harmoničnega, simbiotičnega sobivanja z roboti oziroma sintetičnimi organizmi. Jaz jih imenujem tudi neka nova vrsta, in sicer vrsta, ki smo jo mi ustvarili, ne? Ali bo prišlo do tega sobivanja, ker če želimo, da pride do nekšnega res harmoničnega sobivanja, seveda moramo se vprašati tudi po željah in tudi statusu robotov, ne? Kako bomo z njimi mi ravnali. Ne? Ali bomo res ustvarjali samo še ene služne? Če je industrijska robotika v Evropi in Sloveniji prisotna že dolgo, pa smo do humanoidne in družabne robotike še vedno precej skeptični, meni umetnica. Niti nimamo, mogoče ni tako prisotna humanoidna robotika pri nas. Ne. Sicer v svetu, sploh na Japonskem, je že kar dosti, ne, in sicer že nekako sobivajo, no, tudi humanoidni roboti z ljudmi in naj rečem, da so kar dobro sprejeti. No. Pri nas je mogoče še majčken tega strahu, ampak ta strah prihaja, jaz bi rekla, bolj iz te nevednosti, no, in neizkušenj s takšnimi novimi vrstami. Z robotiko je tesno povezano tudi področje umetne oziroma robotske inteligence kot posebne veje. Plod dela umetne inteligence si je mogoče ogledati tudi na tokratni razstavi, strah pred njo pa bo vedno prisoten, dodaja. To je nekaj novega in se mi zdi, da ljudje zvedno nas je strah nekaj novega, po eni strani nas pa tudi ta strah nekako je nek drive za raziskovanje naprej, ne. Tako da seveda je prisoten strah in del tega strahu seveda je tudi upravičeno. Ne? Sej tehnologija, tako kot vsaka stvar, ima dobre stvari in slabe stvari. Ne? In meni se zdi zelo pomembno, da izobražujemo, kar se tiče robotike, ne, za opolnomočenje, za pozitivne stvari, ki jih lahko vzamemo iz robotike, kajti razvoj se ne bo ustavil. Ne. Na nas je, kako bomo s tem živeli. Ne. Tako da tudi v mojih tistih predavanjih in na raznih delavnicah z roboti, ne, ki jih upravljam, no, predvsem želim prikazati to dobre stvari, pač da ne se bati robotov, ne, ampak poskušati vzeti tisto dobro, ne, in se obraniti pač negativnih stvari, ki so pa seveda so povsodne, ampak vedno je vzadi še človek, ne, zaenkrat še imamo to moč, ne. Sofisticirani roboti z umetno inteligenco bodo, slej kot prej, med nami, meni umetnica, katera razstava je rezultat večletnega raziskovalnega dela in eksperimentiranja na področju humanoidnih robotov. Robotika me že od nekdaj me zanima, fascinira se celo do te mere, da sem se odločila raziskovati humanoidno robotiko, celo odšla za to na Japonsko, kajti le kam greš lahko študirati humanoidno robotiko kot seveda na Japonsko, tako da sem del mojega doktorskega študija opravila tudi pri profesorju Hirošiju Ishiguro. On je tudi utemeljitelj in pionir androidne znanosti, se pravi androidne robotike, takšne robotike, no, če povem malce po domače, kot smo jo vajeni v znanstveno-fantastičnih filmih, kot so Blade Runner in Alien. No. Tam v bistvu dejansko se ukvarjajo s takšnimi roboti in veliko častno mi je bilo, nekako so se mi uresničile moje želje, da sem lahko z njimi raziskovala. Ne. Tam sicer zelo znanstveno, tam pač nismo šli ravno v umetnosti. Razstava Sintetični organizmi bo v nekdanji Samostanski cerkvi na ogled do 26. februarja.